Lepo pozdravljeni v imenu Založbe Sofija na današnji okrogli mizi ob izidu 3 knjig, ki smo jih izdali bolj ali manj pred kratkim. Z nami so danes 2 avtorici, Nina Cvar in Jovita Pristovšek, potem recenzentki Irena Šumi in Tanja Petrovič, eden od recenzentov knjige Jovite Pristovšek, Lev Kreft, in pa vse skupaj bo povezovala avtorica slučajno vseh 3 spremnih besed, ali pa ne slučajno, spremnih besed k vsem 3 knjigam, Marina Gržinič. Zahvalil bi se seveda še Javni agenciji za knjigo, ki je omogočila, da smo vse te 3 knjige izdali, in povedal bi še, da so vse knjige danes v knjigarni Azil na razpolago po nekem popustu, mislim, da 20-odstotnem. To je to, zdaj pa kar predajam besedo Marini. V redu. Najlepša hvala, Uroš, pozdravljeni, hvala, da ste prišli, hvala, da ste z nami. In jaz bom tudi začela z zahvalami, in sicer najprej Založbi Sofija in urednici Tanji Velagič, ZRC SAZU, podiplomski šoli ZRC SAZU, knjigarni Azil. Posebna zahvala gre našemu direktorju ZRC SAZU, doktorju Otu Lutarju, ki se je posebej zavzemal za to, da bi izdali te knjige, sicer knjigo Jovite Pristovšek in Nine Cvar, in nenazadnje kolegici Ireni Naglič, ki je s svojimi sodelavci in našimi sodelavci organizirala prostor za ta dogodek. No, kaj bomo danes delali? Kot je bilo povedano, smo si zastavili nalogo, da predstavimo 3 knjige. Vmes nas je zapustila svetovno znana teoretičarka in aktivistka, črnska feministkinja Bell Hooks. Njena knjiga, Naša pozicija, razred je pomemben, je preveden v slovenščino in ta knjiga je v bistvu del teh 3 knjig. Tudi to bomo danes predstavili. Kot je bilo povedano, osrednji sta za ta pogovor, za to okroglo mizo, ki smo v bistvu neka predstavitev, miza, dialog, avtorici Nina Cvar in Jovita Pristovšek. Prav tako, kot je bilo že povedano, teoretičarki in teoretik, pa predavateljici in predavatelj Irena Šumi, Tanja Petrovič in Lev Kreft. Pravim, gremo naprej, začnemo in gremo v bistvu s prvo knjigo Nine Cvar, zato ker je ta knjiga išla pred kratkim. Ostali sta nekako bolj nazaj, recimo leto ali 2, zaradi COVID-19 tega pač nismo mogli prej narediti. Torej, knjiga Nine Cvar, Digitalna podoba globalnega kapitalizma, tehnologija, politika, upor, je knjiga, ki dejansko prinaša nek pogled v situacijo, kaj je to digitalna tehnologija in tudi digitalni kolonializem, kolonialnost, pa tudi možnost digitalne tehnologije za prihodnost. Ampak, kako smo se zdaj odločili, da bomo naredili? Najprej bom besedo predala recenzentkam, in potem bo v bistvu pogovor z Nino Cvar, neka vrsta dialoga, vprašanja in odgovori, ne pa monolog. Sama sem pa v spremni besedi ob tej knjigi, ob 5 tezah, ki jih predstavim kot ključne, kako brati to knjigo Nine Cvar, podala še nekaj misli. In mogoče bi lahko povedala nekaj stavkov, ki se mi zdijo pravšnji za čas, v katerem živimo, ki so bolj politični in kot neka vrsta budnice. Namreč avtorica Nina Cvar se v knjigi sprašuje, v tej knjigi, ki je šla, ali ni naša terminologija neoliberalnega kapitalizma zastarela, saj smo v nekem konstantnem izrednem stanju. Jaz to imenujem postčasovnost. In res, v tem svetu po pandemiji, zdaj imamo Ukrajino in še obilico različnih grozot, zares govorimo o svetu, ki blazni iz dneva v dan. Prostor, ki je pred nami, je domala ugreznjen prostor. Padamo in pri tem, kot v nekakšnem stanju popolne odtujenosti, vidimo, kako padamo, kako se pogrezamo.
Realnost Slovenije je, kot sem pisala to besedilo in to še naprej drži, pogreznjen prostor. Je kot laboratorij najhujšega možnega obrata v svet, ki ga obladuje, jaz bi celo rekla, mafijska združba, ki gre le za plenjenje in parkiranje denarja ter se kot hobotnica ali še natančneje metastazirana mafijska roparska družba širi po državi. In zakaj to govorim? Zato, ker je to v bistvu primer nečesa, kar v samem uvodniku imenujem nekrodržava. Ta nekrodržava je v bistvu način, kako opisati zgodovino zadnjih 30 let Slovenije in ko to govorimo, moramo uporabiti ta termin, ki v slovenščini se lahko prevede država smrti. Nekro je smrt. In kdaj se začne? Začne se v bistvu pred 30 leti, sovpada s padcem Berlinskega zidu in v bistvu začetek, kar se tiče Slovenije, so izbrisani. Z druge strani so pa politični akteri tistega časa še vedno isti politični akteri v tej družbi. In kaj je nekrodržava? Mogoče samo malenkost, da povem, avtorici mislim, da bosta bolj natančno še šli v tole, to ni nekropola meščanskih, desničarskih sanjačev, ampak v bistvu nekrodržava ali država smrti izhaja iz nekropolitike. To je teoretični okvir ali termin, ki ga je leta 2003 postavil Achille Mbembe in o tem bo tudi govora. Kaj pa je to? Najbolj enostavna definicija nekropolitike, na katero se nanaša nekrodržava, je v bistvu nekako se glasi takole, da gre za obliko vladnosti, kjer država ali druga figura vladnosti, despotski suveren, vlada na oblast in tako naprej, koalicija, določi, kdo lahko živi in kdo mora umreti. Zato izbris, ki se je zgodil pred 30 leti, je v resnici nekropolitična gesta mlade slovenske države v tistem času. In je položen ta izbris v njene temelje in že 30 let se nadaljuje na različne načine, v različnih ritmih državnega nasilja, državnih aparatov, ne samo represivnih, ampak tudi ideoloških. No, to je zdaj nekakršen uvod, jaz sem temu rekla budnica, za to, da v bistvu predstavim in vprašam recenzentki, kako gledajo na knjigo Nine Cvar. In sicer prosila bom dr. Tanjo Petrovič, ki je jezikoslovka in antropologinja, znanstvena svetnica, predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in redna profesorica na podiplomski šoli ZRC SAZU, da kot recenzentka pove nekaj misli oziroma predstavi knjigo Nine Cvar. Prosim. Hvala, Marina. Hvala tudi Nini, da me je sploh nekako upletla v zgodbo s to recenzijo, čeprav moram reči, da to ni bil začetek moje zgodbe z ekipo in to produkcijo znanja, o kateri se danes tle pogovarjamo. Sem bila profesorica Adle Isanovič, ki je pri meni delala izpit v nekem trenutku, z Jovito sva sodelovali tudi tako, da sem bila v njeni komisiji, torej na nek način neizogibno opazujem in mislim, da bomo tudi danes opazovali Ninino pa Jovitino delo, zaradi katerih smo se danes tukaj zbrali znotraj neke širše produkcije znanja in ki jo vidim kot zelo pomembno. Na nek način mogoče je tudi zame bilo na začetku presenečenje, da sem se z vami vpletla v to zgodbo, sem raziskovalka predvsem jugoslovanskega socializma in tudi precejšnja kritičarka nereflektiranega in počez uporabe koncepta dekolonialnosti, zlasti ko gre za socializem. To pa danes je postalo precej moderno.
In mislim, moderno, razumemo tudi, zakaj se to dogaja, to je tudi neka potreba izhoda iz brezizhodne situacije in iskanja alternativ v družbi in resničnosti, ker nam skozi dopovedujejo, da alternative sploh ni. Vseeno pa mislim, da je, in na to se bom vračala, tudi danes zelo pomembno obdržati perspektivo tudi zgodovinske specifičnosti in specifičnosti zgodovinskih izkušenj. Vseeno pa mislim, da je ta produkcija znanja, znotraj katere je išla tudi njena knjiga, neskončno pomembna tudi za ta postsocialistični moment in moment naših lokalnih resničnosti, ker jih seveda absolutno ne moremo več ločiti od globalne resničnosti, če ne prej, nam je to danes izjemno jasno. In prav Ninina knjiga to eksplicitno tudi pove, da se skozi moramo spraševati o pogojih delovanja, pogojih tudi akademskega ustvarjanja, ne nazadnje bazičnega življenja, in o teh pogojih ne moremo premišljevati brez opazovanja širših okvirjev, ki jih danes definitivno in tako vse vi na tem vztrajate, definira to, čemu lahko rečemo globalna kapitalistična produkcija. In Nina v svoji knjigi nekako zajame učinke in mehanizme te globalne kapitalistične produkcije, predvsem se osredotoča na tisto, kar je izjemno pomembno za naše današnje izkušnje in tudi produkcijo in reprodukcijo tega kapitalizma, in to je digitalna tehnologija in sploh digitalizacija, ki je še kakor povezana s tem procesom racializacije, ki ga tudi mi danes ne moremo več razumeti samo kot nek priročni koncept, ki ga uvažamo od nekje, da lahko opazimo določene mehanizme ustvarjanja drugosti. Iz prve roke vidimo, kaj racializacija pomeni in kaj to ustvarjanje, kaj delovanje nekropolitične države pomeni tudi danes in tukaj, čeprav živimo v nekem mogoče malo tolažilni ideji, da smo v Evropi, o tem danes veliko slišimo v kontekstu Ukrajine, ampak na naših mejah, v naših rekah umirajo migranti, v naših gozdovih živijo ljudje v nezmožnih pogojih, zelo blizu nas in tudi vprašanje je samo, kdaj je to bude tudi pri nas. Ljudje z lastnimi telesi poskušajo ohraniti osnovne pogoje preživetja. To delajo že v Srbiji, v Bosni, v veliki meri že počasi na Hrvaškem. Tukaj smo imeli referendum za vodo, torej ljudje se res z lastnimi telesi borijo za čist zrak, za vodne vire, za zemljo, ki jo lahko obdelujejo, od katere lahko živijo. In zaradi tega je ta knjiga, kot je Marina Glihart rekla, za nas pomembna tudi v nekem širšem zgodovinskem okviru, ki nam zelo jasno pokaže neko trajektorijo dogajanja globalizacije, ne samo v smislu, da živimo v svetu, ki je nujno globaliziran tudi z digitalizacijo, ampak to, kar se je dogajalo tukaj v 80-ih letih, ne moremo videti drugače kot neko rezultat hrepenjenja, da ta družba postane del sveta na nek drug način od tega, kar je bilo na voljo do tega trenutka. Je pa postala del sveta na nek mogoče, ne vem, če pričakovan ali nepričakovan način, ampak je definitivno postala del tega sveta, ki ga definira to, kar tukaj imenujemo nekropolitični globalni kapitalizem. To je svet, v katerem je rasizem ne samo normaliziran, tisto, kar nismo mogli, Marina piše o tem v spremni besedi Ninine knjige, o čem nismo mogli niti razmišljati, niti smo smeli artikulirati, ne vem, 10-20 let nazaj, danes je najbolj normalizirana stvar javnih diskurzov, ampak seveda to je samo površina cele zgodbe. Dejansko ta rasna drugost je dejansko mehanizem, s pomočjo katerega se upravlja s telesi v procesu reprodukcije kapitala.
in kjer dejansko vse te vrednote, ki jih toliko pogosto danes slišimo, s katerimi je javni diskurs totalno zasičen, kot so Evropa, evropskost, belskost in ostalo, niso veliko več kot dejansko sredstvo za čim bolj učinkovito upravljanje s temi telesi. In to ni abstrakt, kot se mogoče zdi, sem že omenjala migrantne, sem že omenjala ljudi, katerih okoliščine življenja, ustvarjanja so neznosne. Dejansko prav ti koncepti Evrope, evropskosti ustvarjajo tudi realnost, v kateri je prav telesna zmožnost proizvajanja, to, kar je v srčju globalnega kapitalizma, postane tudi edina vrednost, ki jih človek ima. Prav v tej sivi coni med Evropsko unijo pa Balkanom, naprimer na Slovaškem, na Madžarskem, tudi v Sloveniji, na Krškem je tega ogromno, pa se lahko stavimo, da tudi marsikje druge obstajajo tovarne, ki so dejansko sive cone ekonomskega udejstvovanja, ker ljudje delajo brez papirjev, brez delovnega časa in ker zmožnost, da proizvajajo izjemno učinkovito, je edina vrednost, ki jo imajo. So torej res v najbolj dobesedni možni obliki izvedeni na kapaciteto lastnih teles. Na koncu knjige, v zadnjem poglavju, nas Nina nekako pelje v možnosti, potencialnosti, možnosti misliti onkraj tega, kar se nam ponuja in vsiljuje kot edina možnost. Torej v iskanju alternativi, in iskanje alternativ je absolutno morala bi biti glavna naloga praktično vseh nas, brez delitve na akademske in ostale poklice. Mislim, da to ni samo stvar politične usmeritve, mislim, da je to stvar naše res preživetvene nuje v tem trenutku. Kako razmišljati o alternativah, kako se postaviti izven tega, kar je edino možno, edina matrica tudi proizvodnja znanja je ključno vprašanje tako za Ninino knjigo in širše ključno vprašanje in prav ta povezava z znanjem, katerega genealogija je daljša kot pri nas in ki govori o kolonialnih mehanizmih ustvarjanja kapitalistične produkcije, je za nas v tem smislu izjemno dragocena. Zato tudi upeljava vseh teh konceptov v naše lokalne debate, v naše lastne zgodovinske izkušnje, se mi, kot sem že rekla, zdi neskončno pomembna. Jaz bom tle zaenkrat končala. V redu, super, hvala. In v bistvu bi šli naprej z dr. Ireno Šumi, ki je raziskovalka in predavateljica socialne antropologije na ljubljanski fakulteti za socialno delo. Njena področja raziskovanja so holokaust, antisemitizem, postgenocidna kultura v Sloveniji, študije etičnosti, nacionalizma in mejnosti, postsocializem in postkolonija. Torej, draga Irena, kako naj se lotimo branja te knjige? Na kaj naj bomo pozorni? Hvala, Marina. Pozdravljeni vsi skupaj in zlasti avtorica. Moram reči, da sem imela veliko bridkega veselja z branjem tega rokopisa in ker se danes zjutraj ne počutim posebej iskrivo, če dovolite, bom prebrala nekaj ekscerptov iz recenzije, do katere sem prišla po branju. Uvodoma avtorica natančno oriše svoj knjižni projekt, oris in analizo globalnega kapitalizma ali, kot pravi, neoliberalnega nekrokapitalizma skozi predstavitev načinov upravljanja z življenjem in smrtjo. Slednji pa se v avtorični optiki najbolje razodevajo v digitalni podobi, na kateri slonijo nove medijske tehnologije. Avtorica se zaveže tudi epistemi križišč in prepletanj, kot jo je s konceptom entanglement postuliral Achille Mbembe v svojem delu Provizorni zapisi o postkoloniji iz leta 1992. Mbembejevo napoved, da je prepletenost nezmožna rešitve, da preprečuje vsakršno drugo sistemsko imaginacijo, načrt, sistem, avtorica opredeli skozi tolmačenje Marine Gržinič, ki pravi,
da je neoliberalna globalizacija zaradi svoje nerazvezljivosti nepluralna, temveč v bistvu ultimativna. Zato se lahko hkrati predstavlja kot naravna in edina mogoča organizacija globalnega človeštva. Avtorica zato napove svoje sklepne razmisleke, v katerih Mbembejevo postajanje črnca sveta kot negativno univerzalizacijo gleda kot možnost razveze od evropske zahodne matrice vednosti, pa tudi kot način razveze od solastništva kapitala in oblasti v globalnem kapitalizmu. Tretja, slednja avtoričina teza je vsaj mene posebej zanimala, saj sloni na predpostavki o solastništvu kapitala in oblasti v našem času, kar predpostavlja enakost nosilcev enega in druge. V analizi Gaja Standinga, na primer, če jo izpeljemo dosledno, temu ni čisto tako. Politična moč je v našem času zakupljena, kooptirana, najeta kot eksekutiva ali mercenarjat z obetom, da bo ustrezna kooperacija nagrajena s članstvom v kapitalski eliti. Če se malo pošalim, bi rekla, da ima kvizlinška politična sfera, ki se je prodala kapitalu, kaj negotov položaj, ali ji bo vladar sveta, kapital, po svoji dokončni zmagi dovolil preživeti, ker preveč ve. Več kot očitno to ni ravno skrb tega mercenarjata, kaj lahko bi se pa izkazalo, da je bil to njegov osrednji spregled. In posebej zame zanimivo in iztreznujoče je tretje avtoričino poglavje, kjer se sooči z virtualno digitalno podobo, ki uvodoma napove kot določujočo, dominantno in razkrivajočo bistvo procesa gelatinizacije družbene realnosti. In seveda smo vsi v vsakem trenutku nezaustavljivi konzumenti teh podob. Podoba, še posebej kinetična, estetizirana, opremljena s pomensko prepoznavo, je hkrati poustvarjanje in postvarjanje časa in prostora in pomena. Vse, dokler se ne zabriše meja in sosledje med izkušnjskim svetom realnosti in prekritjem te realnosti s podobo. Avtorica v tem delu svoje knjige razvije naravnost poetično, začarano in hkrati tudi deziluzionirano dojemanje slikovnih, cineastičnih in digitaliziranih 3D podob, ki ne prikazujejo časa, temveč podoba čas prebada, ga razreši prostora, ga simulira, ga gelatinizira, podreja naše čute realnosti, ki se to samo zdi. Ta posebna razčlovečenost se kaže kot algoritemska preskripcija, situacija, kot pravi Šošana Zuboff, v kateri je uporabnik tisti, ki je gledan. Tisti, ki gleda, pa je skrit in neviden. Ti, ki so gledani, mi vsi, ki smo gledani, opazovani, smo končno tisti, ki smo denizeni, tlačani, zapuščena, rasizirana telesa. Naj še dodam, da sem se ves čas med branjem močno trudila, da bi lahko se s kakšno avtorično tezo skregala in ji oponirala in sem res poskušala, ampak se bojim, da se bo izkazalo, da je imela prav. Hvala lepa. V redu. Najlepša hvala obema za te misli in tudi odlična podlaga v bistvu za to, kar sledi, in to je ta dialog ali pogovor z avtorico Nino Cvar. Najprej naj jo predstavim. Dr. Nina Cvar, univerzitetno diplomirana kulturologinja z doktoratom iz filozofije, zaključila ga je na podiplomski šoli ZRC SAZU in je od leta 2019 zaposlena kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, dela v laboratoriju za multimedije, kjer se ukvarja z raziskovanjem digitalizacije. Od leta 2022 je zaposlena tudi kot asistentka na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. No,
končno prijemo do avtorice, ampak mislim, da je pot bila pravšnja in zelo pomembna. Torej, knjiga Digitalna podoba globalnega kapitalizma, tehnologija, politika, upor. In ti nazivi so res na mestu, ker so kot mali motori misli, nazivi oziroma naslovi knjig. Je predelan doktorat. Kot takšen, vsaka teh knjig, če je predelan doktorat, ima lastno globoko raziskovalno zgodovino. In vedno se tako zgodi, da neke teze postavimo na stran za bodoči čas. Jaz mislim, da se je to tudi tebi zgodilo, Nina, ampak z druge strani nekaj tez ali več kot nekaj ostane in korespondira s časom. In prvo vprašanje, ki sem si nekako mislila, da ga treba postaviti, je to, zdaj, ko se te zadeve dogajajo, ko pogledaš naokrog in rečeš, točno o tem sem pisala v tej knjigi. A lahko izpostaviš nekaj teh trenutkov z tvojega zornega kota? Najprej lep pozdrav sem in hvala vsem recenzentom, ki ste si pač vzeli čas in prebrali to delo. Ja, da odgovorim na tvoje vprašanje, Marina, vsekakor, ko lahko recimo spremljamo, ne vem, zdaj dogodke v Ukrajini in tako naprej, prva teza, ki se mi je pravzaprav afirmirala, je ta strahotna pravzaprav sprega na eni strani vojaškega aparata in na drugi strani s kulturno industrijo in s tem, kar je tudi profesor Irina Šumi izpostavila, kroženjem na nek način podob informacij, ki pa so seveda tudi neposredna posledica, če smem temu tako reči, te komodifikacije. In če zdaj postavimo vse to nek kontekst, pravzaprav se potrdi tudi ta moja osrednja teza na eni strani tega, te oblike, aktualne oblike historične formacije globalnega kapitalizma, kar sem jaz imenovala neoliberalni nekrokapitalizem, ki kaj potrebuje za svoje delovanje. Na eni strani pravzaprav je to ta neka hierarhija, linija hierarhije, ki jo vidimo v vertikali nekega tega vojnega stroja, na drugi strani pa tudi horizontalne zgodbe, ki lahko spremljamo predvsem recimo na ravni, jaz temu rečem, zahodne biopolitične subjektivitete. To je sigurno nekaj, kar mislim, da lahko spremljamo in je me tudi vodilo v mojem začetnem izhodiščnem raziskovalnem vprašanju, kjer sem si postavila pravzaprav pač torej vprašanje, kakšno je pravzaprav mesto, kakšna je pravzaprav vloga, funkcija, podobe v reprodukciji neke formacije, neke zgodovinske formacije, ki je torej pač kapitalistična. In zelo hitro sem v bistvu tudi opazila, da podoba kot taka seveda se inherentno odraža in reproducira znotraj seveda vizualnega, ki pa je tudi seveda venomer povezano z nekimi specifičnimi oblastnimi razmerji in posledično tudi s konstrukcijami pomenov teh oblastnih razmerij. In na tej točki sem se tudi vprašala po sami pravzaprav inertnosti, če smem temu tako reči, nekega trenutnega zgodovinskega dogodka, ko sem recimo spremljala podobe umrlih beguncev na poti v boljši svet, v Evropo in sem se vprašala, ok, spremljamo te podobe in nič se ne zgodi. Tako strahotno transparentne pa so v tej svoji funkciji. In zdaj, ravno na primeru recimo tega konflikta, lahko opazujemo pač podobne procese. Tako da še dodala bi eno zadevo, kar se tiče nadaljne recimo potrebe po raziskovanju, ravno v bistvu to izpisovanje genealogije medija in ravno pravzaprav poudarjanje tega mesta, tudi nas samih, ki tako rekoč že vsakodnevno reproduciramo to sprego kulturne industrije na eni strani, torej na drugi strani nekim produkcijskim načinom, bi vsekakor še naprej artikulirala in iskala tudi, če smem temu tako reči, poti, ki jim rečem pač deartikulacija. V redu, v bistvu cel čas se pogovarjamo o tem nekrosvetu, ne? Na nek način dejansko v njem živimo, vse bolj postaja, se razvija pred našimi očmi in vprašanje, ki se postavi glede na vsa ta terminološki pristop, ki ga imaš, kaj je tisti terminski sklop recimo, ki
na nek način začrta prag v nekrosvet, v tvoji knjigi. Ne? Govoriš o podobi, je to nekropodoba? A lahko imenujemo zdaj nekro, na nek način vse se veže, kot smo prej govorili o biopolitiki, pa je vse bilo biopolitično, ampak ne za nas. Kar se tiče v bistvu mogoče sam začrtanje tega terminskega sklopa, vsekakor bi bilo to drugo poglavje, kjer v bistvu upeljam določene pojme in koncepte, ki mi omogočajo v bistvu odgovoriti na to tvoje vprašanje, ali lahko danes govorimo o nekropodobi kot dominantnem v bistvu označevalcu. Vsekakor ja. To pa pravzaprav na nek način izhajam iz tega, kar smo tudi slišali v Irenini recenziji, kjer me je pravzaprav analiza vodila na to, da sem vsako podobo, na eni strani je bila to torej kinematična podoba, potem virtualna podoba in na to trofejna podoba povezala z specifičnim produkcijskim načinom. Že prej uvodoma sem omenila, kako sem pravzaprav prišla do tega, da sem sploh skušala razmišljati o nekih strukturnih procesih skozi vizualno. Ravno v bistvu me je to spodbudila torej moja lastna konsumpcija teh neštetih podob, ki pač krožijo in če se referiram mogoče na eno delo dialektiko razsvetljenstva Adorna in Horkheimera, kjer je bila v bistvu njuna stava še vprašanje te participacije, ki jo odpirata. Pravzaprav, kot da bi že slutila, je ta participacija danes pač ta glavno gonilo pravzaprav te sprege, tudi na eni strani torej kapitala in oblasti in okvira tako imenovanja v bistvu neoliberalne globalizacije. Že v prvem odgovoru na nek način govoriš, da tisti moment, ki ti se zdi pomemben, je ta genealogija. Meni se tudi to zdi ključno. Gremo nazaj, beremo to zgodovino. Kljub temu bi te vprašala, v tem trenutku, ko razmišljaš o lastni knjigi, ko gledaš te, kar se dogaja, kje je ta pot za naprej? Vsekakor je to nekaj, kar tudi odpiram v sklepnem poglavju, to je pač ta nujnost po izgrajevanju neke kritične epistemologije. To je prva zadeva, ki jo sem jaz vezala v bistvu na kritiko enega ključnih konceptov pravzaprav zahodne filozofije, to je pač potencialnosti in sem jo skušala v bistvu tako rekoč deartikulirati in sem to naredila s pomočjo Membeja, torej te figure črnca sveta. To bi bilo pravzaprav moj prvi odgovor, torej nadaljnje delo na tem področju. Na drugem pa prav gotovo in nedvomno pravzaprav nujnost iskanja nekega ustreznega teoretskega orodja, tudi konec koncev jezika za možnost diagnoze, če uporabim pravzaprav digitalni žargon, zumiranja, čeprav je grozljivo, ampak naj ga uporabim, te v bistvu aktualnosti, ki jo pač živimo. In to seveda tudi pomeni nujnost pravzaprav zavedanja, da je primarni pravzaprav današnji način produkcije pač digitalni. In te določeni koncepti, pojmi, ki so bili tukaj uporabljeni, jaz ne bi rekla v bistvu, da so zastareli, ampak so danes morda še toliko bolj intenzivirani, ker predvsem digitalno je v bistvu nosilec optimizacije teh procesov. Na eni strani torej rasizacijskih procesov, ki jih lahko z grozo v bistvu opazujemo v členitvi življenja, recimo kateri begunci, begunke grejo lahko na vlak, ko bežijo pred bombami, kateri ne. To je pravzaprav ravno to, kar obdelujem na primer v drugem poglavju, kjer je v bistvu ravno vprašanje na eni strani pravzaprav zastarelosti tega biopolitičnega aparata in na drugi strani pravzaprav nekropolitičnega in tega, kar tudi recimo Achille Mbembe v 2019 v Brutalizmu tudi izpostavi, predvsem vprašanje odvečnosti. Zdaj smo že v bistvu, jaz še formuliram zapuščeno telo, ampak zapuščeno telo se navezuje še na neke ostanke biopolitičnega. V bistvu na nek način korespondiraš tem, kar je tudi Tanja govorila, o telesu kot odvečnem, oziroma vse, kar ti je ostalo, ti je telo, pa še tole ne funkcionira.
in odvečno telo v tem nekem blazno sofisticiranem, blazno sofisticirani živi strukturi pač tega digitalnega, na eni strani nekih blokovnih verig, ki ti omogočajo pač arhiviranje in tako naprej, dostop do odprtih, masovnih podatkov in tako naprej. V redu. Hvala. Gremo naprej. In zdaj v bistvu bom vprašala doktorja Leva Krefta, ko smo si nekako zamislili današnji dan, da v bistvu na nek način v sredini že pove, kako v bistvu lahko gledamo vse te 3 knjige skupaj, predno tudi gremo naprej in vsako posebej še podrobno pišemo, ampak predtem hočem predstaviti doktorja Leva Krefta, redni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zdaj v pokoju, zelo aktiven. Ob koncu 80. let je bil direktor marksističnega centra Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, nato poslanec in podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije v 90. letih, v novem tisočletju pa direktor Mirovnega inštituta v Ljubljani, predava estetiko, filozofijo umetnosti in filozofijo športa, predava tudi na naši podiplomski šoli ZRC SAZU. Torej, Lev, prosim, če res nekako pogledaš zdaj vse te 3 knjige in predno gremo še naprej z Jovito, poveš kako ti misliš, kaj te knjige prispevajo temu prostoru? Hvala, Marina. Torej, skupno tem 2 knjigam na prvi pogled, ki ste ga tudi že sami lahko ugotovili, je seveda Marina Gržinič, ki ima 2 spremni besedi in en predgovor in seveda hkrati tudi pobudnica in tudi mentorica, ki je sodelovala pri vsaj 2. Druga stvar je pa seveda Sofija. In jaz bi nekaj povedal o Sofiji, kar bo dalo podlago, zakaj Sofija izdaja take knjige, ker jih pravzaprav ob vsem, kar izhaja v Sloveniji, takih knjig pravzaprav ne izdaja nihče drug. En del Sofije je še vedno obstoječa revija in tudi založbeni program Borca. Borec obstaja 74 let in je doživel seveda različne premene, od tistih iz stalinizma v ponovno povzdigovanje lastnega partizanstva in tako naprej, v kar se ne bom spuščal, ampak na prelomu 90 let se je moral Borc seveda vprašati, kako bo živel naprej, s kakšnim konceptom. Ni mogel naprej samo se ukvarjati z zbiranjem novih in novih pričevanj in dokumentov in zgodovino narodno-osvobodilnega boja in tako dalje in seveda tudi z literarnimi in drugimi prispevki tega tipa, ampak se moral zamisliti, kaj bomo zdaj počeli. Bilo je več opcij in bilo je precej konfliktov v redakciji, od tiste opcije, ki je rekla, zdaj so pa vsi enaki, pa dajmo zdaj državljansko vojno začeti natančno obravnavati, z druge strani, da drugim besedo in tako naprej, skratka, da bi z narodno-osvobodilne borbe šel na drugo stran v sami drugi svetovni vojni na naših tleh. Bolj privlačno je bilo, da bi se tudi mi v Borcu opredelili za novejšo zgodovino, karkoli že to je, v modernizmu je vse novo in novejše, in seveda ta je vedno nevtralna do vsega, kar dogaja, hkrati pa vendarle goji liberalni povzetek nacionalne zgodovine, ki se konča s tem, da je vendarle ta ves čas napredovala, narod je ves čas napredoval. Mi smo se odločili za 3. in sicer zato, da posplošimo pozicijo Borca v zgodovinjanje upora in hkrati tudi seveda v njegovo aktualizacijo, v njegov potencial. In ta upornost je bila tista, ki je pripeljala do združitve z drugo založbo Sofijo, ki je nastala iz marksističnega centra, že omenjenega, kjer sem delal, najprej kot znanstveno in publicistično središče, potem pa z imenom Sofija. Tu je bilo seveda prvo vprašanje, kaj narediti z marksizmom po letu 90. In ena je bila možnost trmasto vztrajati, vsaj v tistem postmarksizmu iz 80. let, druga možnost je bila vse skupaj opustiti in se začeti ukvarjati s francosko teorijo takratnega časa zlasti in podobno. Seveda je bila pa še tudi druga, ohraniti od marksizma, ne marksizma, tudi ne Marksa kot neke celote, čeprav seveda brez Marksa ne moreš, ampak kritiko, tisto, kar je temeljna beseda, celo ne samo starega
Marxa Kapitala, ampak tudi Mladega. Ampak kritiko ne v Kantovem pomenu, da kritiziraš nek predmet zato, da bi ga naredil močnejšega in bolj kompetentnega na njegovem področju, ampak kritiko kapitala in kapitalizma, ki je namenjena temu, da se ga zruši, ki išče tiste šibke točke kapitalizma sodobnega, ne tistega, o katerem govori marksizem predhodnih generacij in tako naprej, tistega sodobnega in seveda tudi vprašanje, kdo so eventualni grobarji, ki bodo te šibke točke lahko izkoristili. In s to povezavo upora, borca in te pozicije Sofije je pravzaprav nastala skupna založba, ki se presneto dobro pravzaprav znajde in razume, odkar smo se združili in ni čutiti, da smo prišli z dveh koncev. Res pa je, da sem bil vsaj jaz pri obeh zraven. Hvala lepa. V redu, super. Hvala, Lev. V bistvu je, kot vidite, tudi način, kako smo si danes zastavili centralne so knjige, ampak tudi veliko drugih diskurzov. Gre dejansko za vzpostavljanje nekega teritorija in zgodovine tega teritorija. No, gremo naprej in drugi knjigi. In sicer s knjigo Jovite Pristovšek, naslov te knjige je Strukturni rasizem, teorija in oblast. In kot sem rekla, vsak tak naslov dejansko že funkcionira kot motor, pove zelo natančno, kaj naj bi bilo notri in tudi kot naslov odpre našo možnost razmišljanja. No, kaj sem jaz napisala? Nekaj misli v tem predgovoru k tej knjigi in s tem bom postavila nek temelj, potem bo sledil pogovor z Jovito Pristovšek. Torej, Pristovškova je filozofinja, ki se ukvarja z analizo kapitalizma. In čeprav je bela kot Sneguljčica in ima državljanstvo, ki ga zlepa ne bodo odvzeli, ter potuje po Evropski uniji, vsaj je tako bilo, zdaj bomo videli, ne, in se ji ni treba bati, da jo bodo deportirali, izgnali, ji prepovedali vstop v Slovenijo, se vendarle loteva rasizma in rasiziranih oblik diskriminacije. Nekaj avtorjev je intenzivno raziskovalo slovenski rasizem tik pred ekonomsko krizo. To je bilo leta tam pred 2008. V bistvu je bila kar nekaj teh skupin, celo smo izdajali številko Reartikulacija, nek časopis. Rasizem in fašizem se danes redno pojavljata v dnevnem tisku. Nekoč je to bilo v delavskih, danes pa v malomeščanskih dnevnikih. Končno smo dobili tudi prevod dela Ašile Membeja, o čem je bilo tudi govora pri Ireni in tudi v bistvu omenjeno pri Nini in prav tako nov prevod dela Franca Fanona. No, pri tem prevodu v bistvu Franca Fanona, moram povedati, odbija stari rasistični besednjak, ki se tam pojavlja, ki naj bi baje bolj verodostojno povzemal čas, v katerem je Fanon pisal svoje knjige, kot da jezik ni živ, kot da v njem ne odslikavajo vse ideološke pasti časa in hegemoničnih konstrukcij. Živ je in moramo ga spreminjati. Neoliberalni svetovni kapitalizem, za katerega trdim, da kot tak nastopi po dogodkih 11. septembra 2001, pripravljal se že prej, v 90-ih in še naprej in še prej nazaj v zgodovino, je uvedel vojno kot neposredni stroj za dobiček in smrt kot svojo valuto. Od tistega trenutka naprej smo priča takšnim dogodkom. Napredoval je smrtjo tisočih in več. Ne smemo pozabiti, da 90. leta prejšnjega stoletja pomenijo desetletje multikulturalizma, vzpostavitve enakopravnega soobstoja več različnih kultur na nekem ozemlju. Potem se je pokazalo, da je ta multikulturalizem v bistvu kulturni rasizem. Še ena nova oblika rasizma v neki genealogiji rasizma. Medtem, ko 21. stoletje skrajno zaničuje drugega in drugo. O tem je tudi govorila Tanja. Slednjega ali slednjo ali transpolno pozicijo, recimo, če pogledamo LGBT skupnost, ki se odpoveduje binarnosti spola, to pa v bistvu vztrajno proizvajajo s pomočjo zelo rasiziranih mehanizmov. Vse te druge
na nek način oblikujejo preko teh rasiziranih mehanizmov. Podeljujejo jim naziv drugi, druga in tako naprej. In vse to v bistvu odšteva nešteto diskriminacijskih procesov. Torej, imamo nek svet, ki je temelj tudi knjige Jovita Pristovšek. In zdaj, predno začnemo pogovor, hočem te tudi tebe predstaviti. Torej, dr. Jovita Pristovšek je doktorirala leta 2017 na podiplomski šoli ZRC SAZU. Ta šola dela dobre stvari, kot vidimo. Je docentka na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani, AVA, in podoktorska raziskovalka na Dunajski akademiji za likovno umetnost. Torej, Jovita, tvoja knjiga z nazivom Strukturni rasizem, teorija in oblast. Enako kot pri Nini je nekaj let raziskovalnega staža znotraj te knjige in tisto, kar v bistvu je prvo. Ne? Kaj je tvoje najbolj pomembno spoznanje glede statusa teorije kot take? Ne? Ker imaš ta naziv, teorija. Ne? Teorija, ki se povezuje s tem rasizmom. No? Ja, mogoče samo najprej na hitro zahvala, seveda v prvi vrsti Marini. Jaz si pravim teoretska mati, ker se je naučila globokega branja in tudi pisanja pisanja kot nekega postopka nenehnega premišljevanja o svoji lastni poziciji znotraj oziroma v razmerju do tem, ki jih raziskuješ. In seveda zato, ker je stremela k materializaciji tekstov, kolokvijev in knjig, zato smo danes tukaj. Seveda zahvala tudi direktorju ZRC SAZU, doktorju Otu Lutarju za ključno podporo, recenzentoma dr. Levu Kreftu, ki je danes z nami, in Poloni Tratnik, odgovorni urednici Tanji Velagič z celotno ekipo Sofije in seveda dr. Tanji Petrovič ter dr. Irini Šumi, da ste danes z nami. Prva dva teksta, ki sem jo v bistvu sploh napisala in ki sta nekakšna predzgodovina doktorske raziskave, oba sta napisana v letu 2009, reartikulacija je bila takrat v polnem pogonu. Jaz mislim, da je bilo to res zlata doba teorije, ki je odprla svet temu vakuumu, bi jaz rekla. Torej, takrat sem se v bistvu ukvarjala z vprašanjem, prvo je bilo vprašanje javnega prostora in praznine, šlo je za analizo Viktor Bernikove razstave v Moderni galeriji, prazna galerija, Moderna galerija je bila v prenovi, Muzej sodobne umetnosti je bil tudi v prenovi takrat in mi imamo tam prazno galerijo. Druga analiza pa je se ukvarjala z vprašanjem rasizma in sicer neposredno v povezavi z UNICEF-ovo humanitarno akcijo. Istega leta se je odvila na Čopovi ulici, kartonasti dvojniki črnskih otrok beračijo in ta humanitarna akcija se je imenovala Umaknimo ruandske otroke z ulic. In šlo mi je v bistvu za analizo, kako brati celo to humanitarno akcijo in nekako prišla do ne tako presenetljivih zaključkov, da gre za primer blagovnega rasizma, za sistem kulturnih reprezentacij, ki sega v čas odprtja kolonialnega trga, predvsem pa za neko logiko infantilizacije nezahodnih kultur, neko globoko rasizirano, ukoreninjeno vednost, vsa ta zgodovina klasifikacije, štetja, razstavljanje teles, izkazovanja, simetrije, moči in tako dalje. Se pravi, retrospektivno in še posebej v povezavi s to knjigo vzela sem temeljne tekste iz filozofije, teorije, torej teorijo kot prostor družbene reprodukcije in šla v branje logike rase znotraj nje. Torej gre za neko stvar odločitve, pa tudi za zavedanje o svojem položaju vpletenosti v režim belosti. Leta 2014 je Alessandra Raengo zapisala, da rasa zadeva vse, ker je zgrajena s sodelovanjem čutnosti vseh. Spoznanje pa je v bistvu grozljivo.
toliko rasizma, kot ga je bilo moč prebrati, samo denimo znotraj Kantovih razmišljanj o lepem in sublimnem, nisem prebrala še nikjer. Ampak kar hočem poudariti je, da tu ne gre samo za nek eksplicitni rasizem znotraj omenjenega primera estetskega diskurza. Spomnim se, da so se leta med 2007 in 2014 so se mnoga mnenja kresala o tem, ali je tako imenovani predkritični Kant rasist, ali pač njegovi spisi zgolj odsevajo tisti čas, kako so rekli, kolonialnih dogodivščin in tako naprej. To je šlo za tekste Immanuel Chukwudi Eze, Robert Bernasconi, Charles Mills, pa Mark Larimore, Jennifer Mensch, na drugi strani Pauline Klein, na drugi strani tega v Kantov zagovor, da gre samo za druge pomisleke glede Kanta, kar se tiče rase in kolonialnosti. Skratka, šlo je za vprašanje, ali gre za kontinuiteto teh različnih idej, tudi z njegovim kasnejšim pisanjem in koncepti, ki jih je vsa ta teorija in filozofija potem posvojila in reproducirala naprej. Kant je mislec sistema. In v tem smislu se mi zdi ta dva momenta ključna in ki ju v bistvu lahko izpostavim prav z omenjenimi Kantovimi razmišljanji. Prvo je, da so ta razmišljanja v temelju neverjetna podoba tega, kar dekolonialna teorija imenuje kolonialna matrica moči. In z te perspektive lahko v teh razmišljanjih uzremo nič manj kot rasno, kolonialno, globalno delitev sveta. Kako se to vidi? Kant v okviru razlikovanja lepega in sublimnega občutja zastavi najprej spolno razlikovanje in seveda vso to pedagogiko za moške, kako gledati na ženske in kako vzgajati ženske, na to razredno razlikovanje in najpomembneje razlikovanje med narodi, ki jo lahko opišemo kot notranjo kolonialno oziroma to imperialno razliko. Šlo je za neko konstrukcijo kontinuitete Zahoda z antično Grčijo in predvsem kot tekmovanje tedaj velikih imperialnih sil, torej Francija, Anglija in Nemčija in ta degradacija Špancev, ki se je v bistvu odvijala tudi skozi estetski diskurs. No, in Kant nas v bistvu pripelje vse do zunanje kolonialne razlike, ki v bistvu popolnoma diskvalificira črnce in staroselska ljudstva. In Achille Mbembe je v kritiki črnskega uma fantastično orisal neverjetne postopke fabulacije črnskega uma in hkrati autofikcije belega kolonialnega uma. To bi bil mogoče prvi moment. In drugi moment, ki je s prvim neposredno povezan, pa zadeva sam prehod iz kategorialnega rasizma v strukturni rasizem. Če recimo Kant v teh razmišljanjih kategorizira vsa ta telesa glede na spol, narodnost, razred in raso v globalno mrežo teles, so te razlike v njegovi tako imenovani kritični fazi že povsem nereprezentabilne. Govorim torej o prehodu iz kategorialnega v strukturni rasizem, ki ga lahko preberemo v recimo analizi koncepta sublimnega in naznanja neko nereprezentabilnost prezence rase, kaj to pomeni. Če to poskušam povedati, kar se da preprosto, gre za postopek, s katerim je rasa postala nevidna, a ves čas prisotna struktura pogleda nekega subjekta, belega privatnega lastnika, torej neka notranjost kot infrastruktura, ki uri željo za družbeni smoter. Torej, subjekt, čigar pogled, občutje in misli oblikujejo njegova dejanja in delovanje, se pravi, da vzpostavljajo neko distanco med njim, med človekom in svetom. Torej, to mišljenje, rasno mišljenje kot podlaga dejanjem. Spomnimo se lahko, da je Mbembe v knjigi Nekropolitika zapisal, da je kapitalizem tudi aparat za zajemanje in režim znakov s potrebo po razvrščanju, ločevanju, merjenju, imenovanju, razvrščanju in vzpostavljanju enakovrednosti med živim in objektnim. Skratka, vso to branje na novo pa me je teh temeljnih tekstov in v bistvu tudi kopanje za vsemi temi slepami pegami teorije, kar zadeva raso, pa me je pripeljalo do pozicij, ki govorijo o rasni državi, Marina Gržinič, Michel Foucault, David Theo Goldberg, potem o družbeni pogodbi kot rasni pogodbi in o rasnem liberalizmu Charles Mills.
o rasni demokraciji, Membe, o rasnem kapitalizmu, Cedric Robinson. Skratka, znotraj te zahodne epistemologije praktično ni več termina, ki ne bi bil tako ali drugače kontaminiran s pridevnikom rasni. In ključno spoznanje glede epistemologije in estetike Zahoda bi v bistvu bilo, da gre za stoletja prikrivanja, izkoriščanja in hkratnega zatiskanja oči, kako kapitalu omogočiti najhujše oblike razlaščanja, zato ker ideja rase biva v srcu zahodnega trgovanja s pogledom. Še bolj ključno pa se mi zdi, da če naj najdemo neke strategije, da se upremo nekropolitiki, nekrokapitalizmu in da zavrnemo to tako imenovano družbo sovraštva, moramo v bistvu povsem na novo prebrati, kaj pomeni subjekt, kaj pomeni politično, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni svoboda, ker v bistvu vsi ti modernistični ideali v sebi nosijo in perpetuirajo rasne kolonialne delitve. No, če ste mislili, da smo že v prihodnosti, nismo. Naslednje vprašanje, ki ga hočem v bistvu postaviti s tem, kar si zdaj rekla o rasi, je to, da jasno je, da v tvoji knjigi centralno mesto, pa tudi jasno pri Nini v tvoji analizi zauzema fikcija, jaz bi rekla v narekovajih fikcija rase. V bistvu govoriš o tej belski kolonialni autofikciji. To je naše, bi rekla, tisto v ozadju, kar nas dela in mislimo, da smo drugačni, in z druge strani materializem rasizma. In dala si ta vpogled različnih kategorijalni rasizem, strukturni rasizem, jaz sem govorila o kulturnem rasizmu, znanstveni rasizem je tem. Ampak v bistvu jasno je, da je rasa spekulativna kategorija, in da v bistvu je bila povzdignjena na raven stroja smrti, kolonializma in tudi holokausta. Celo naša vlada je pred nekaj dnevi izjavila, da so ukrajinski begunci nekaj povsem drugega kot tisti, ki niso beli, in da so del evropskega prostora. Torej, tudi v tej moriji rasizacija, ta drugi pojem deluje. To je neverjetno, da študenti iz Nigerije, iz Ukrajine čakajo in morajo dati prednost tistim belim ukrajinskim pribežnikom ali beguncem, zato ker so v bistvu ti črnski študentje manj vredni. In oni niso manj vredni drugače kot prek tega procesa rasizacije, kar je pa proces, če tako lahko to označim, in v bistvu ti sama v svoji knjigi postaviš rasizacijo v središče kritike modernizma. Tudi si nam zdaj to pokazala, rasizirani modernizem. Pridemo, rasizirana podoba in zdaj pridemo še do tega rasiziranega modernizma ali nekropodoba in nekromodernizem, ampak ostanimo pri tem, kako brati rasizacijo tudi v okviru tega odnosa do Slovenije. Ja, rasa kot analitično orodje mi je, kot sem v bistvu že nakazala, omogočilo govoriti o antropološkem stroju znotraj epistemologije modernizma, se pravi o neki genealogiji konstrukta človeškega. In mogoče, če se odzovem, v bistvu spodletela interpelacija v subjekt ni komični dogodek, kot ga je leta 2017 opisal Gregor Moder, temveč krvav materializem rasizma. Kolonializem in holokaust sta, če se zopet vežem na dekolonialno teorijo, še kako materialni posledici kolonialnega pogleda in uma, ki definirata, kaj bo človeško in kaj pogrešljivo življenje. Walter Mignola je pokazal, da je suženj zgodovinsko gledano ekonomska oblika pogrešljivosti človeškega življenja, jud pa pravno-politična. Mislim, da so begunci danes rezultat današnjega sovpada teh dveh oblik pogrešljivosti življenja, tudi zaradi solastništva kapitala in oblasti, o katerem je pisala Marina, Nina je govorila o tem.
Torej naj se trdnjava Evropa še kako trudi razlikovati med političnimi in ekonomskimi, med političnimi begunci in ekonomskimi migranti in tako dalje. In res je, kar trdiš, slovenska vlada je v umaknjenem spornem tvitu zapisala, da ukrajinski begunci prihajajo iz okolja, ki se od tistega, iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana, razlikujejo tako v kulturnem, verskem in zgodovinskem. Matej Tonin je izjavil, da gre v primeru ukrajinskih beguncev za tako imenovane prave begunce. In vidimo, kaj se dogaja z afriškimi študenti, ki tudi bežijo iz Ukrajine, prepuščeni so samim sebi, na mejah morajo dajati prednost tako imenovanim pravim beguncem. Evropa je nenadoma odkrila, da obstajajo človekove pravice, vse možne konvencije, mednarodne konvencije o zaščiti. Ne. Te so bile napisane za tiste, ki veljajo za človeške, ne pa za Afganistance, Libice, Sirice, Iračane, Irančane in tako dalje. To v bistvu zelo nazorno pokaže, kako deluje ta materialnost rasizacije in deluje na globalni ravni, znotraj lokalnih državnih struktur in sistema, znotraj institucij, znotraj javnega diskurza, znotraj ekonomije, prava, praktično v bistvu ni prostora, ki ga ne bi bilo v tem smislu vredno vzeti pod drobnogled. In tudi ti, Marina, si prej omenila in tudi nedavno si razgrnila vso to 30-letno zgodovino Slovenije v genealogiji različnih oblik pogrešljivosti življenja, ki so posledica rasizacije, vse od konstitucije naše suverene nacionalne državice, začenši z izbrisom, potem je bila romska družina Strojan, potem sta bila 2 padla referenduma o družinskem zakoniku, potem smo poslušali o grozljivem izkoriščanju gradbenih delavcev iz nekdanjih jugoslovanskih držav, ki so nam gradili ceste in institucije. Vmes smo brali o propadlih trofejnih podjetjih, o številnih, ki so ostali na cesti, novi zakon o tujcih, potem vse do logike počasne smrti, ki si jo konceptualizirala v razmerju do tega, kar se je v času izbruha pandemije dogajalo v domovih za starostnike. Torej to rasizacijo bi, tako kot genocidalno politiko, ki je njena posledica, moramo brati kot neko verigo dogodkov. To je v bistvu prvi moment, ki bi ga izpostavila. Drugi moment, kako brati rasizacijo, pa zadeva tudi samo zahodno misel, ki je, če se vrnem na Kanta, naredila nekakšen obrat k notranjosti in raziskovanju strahu z varnega mesta. Menim, da je ta obrat omogočil oddaljitev od težavnih tem, ki jih prinaša ta rasna razlika, in predvsem oddaljitev od mišljenja epistemološko in ontološko diskvalificiranih teles. Eden od pomembnih vidikov rasizacije bi torej bila ta linija regulacije spomina, o kateri si tudi sama pisala, in zaprtje neke možnosti razmišljanja o zgodovini, o tej genocidalni zgodovini. Z vidika Zahodne Evrope vidimo afazičen odnos do njene kolonialne zgodovine. Laura Stoller je govorila o kolonialni afaziji Francije, torej do njene kolonialne zgodovine. Tak primer je tudi Belgija. Pa Amsterdamski muzej leta 2019 je svojo zbirko Zlate dobe preimenoval v zbirko del 17. stoletja in razstavil fotografske portrete črnskih osebnosti v kolonialnih oblačilih. Torej vidimo to konstantno brisanje te genocidne zgodovine, vidimo neke postopke dehistorizacije, dekontekstualizacije, nastajanja nekih novih pripovedi o izvoru narodov. Tanja je prej govorila o postjugoslovanskem kontekstu, pomislimo kosovski Newborn spomenik kot emblem procesa rojstva države in njene nemožnosti samodeterminacije, mostarski Bruce Lee, spomenik Bruce Leeja kot edina možna figura skupnega v tem mestu Skopje, posuto spomeniki, to še Proeski skupaj z narodnimi heroji in antičnimi liki in arhitekturnimi replikami, in kolegica Adla Ejsanović, ki je tudi ravno pred kratkim objavila knjigo, je govorila o mednarodni komemoraciji 100. obletnice Prve svetovne vojne in o enormnem kulturnem projektu v letu 2014, ki naj bi Sarajevo pod vodstvom evropskih držav vnovič pripeljal v center evropske skrbi in ki ga je Adla Ejsanović artikulirala kot
Sarajevo gnilo srce Evrope, da bi poudarila dekontekstualizacijo, dehistorizacijo, depolitizacijo zgodovine in odgovornosti Evrope v vojni. Seveda ta afazičnost zadeva tudi levi pol. Piro Redzepi je v tekstu, ki je objavljen v posebni številki ČKZ-ja, številka 281, Rasni kapitalizem, uredila sta ga Tjaša Kancler in Marina Gržinič. Torej, Piro Redzepi naredi analizo tako imenovanih etničničnih geografij vzdolž balkanske begunske poti in pravi, da v bistvu ta afazičnost zadeva tudi abstraktni humanizem levega progresivizma v Evropi. Zakaj? Zaradi njegovega distanciranja od vprašanja kolonialnosti in rase in, kot je Marina izpostavila v uvodniku k moji knjigi, od komunizma, bolševiške revolucije, antiimperialnih in antikolonialnih bojev. Če strnem. Rasizacija je družbeni odnos, ki temelji na družbeni pogodbi kot rasni pogodbi, kaže pa se prek mnoštva nekrooblik. Plenjenje kraje, genocidi, zasužnjevanje, prilastitev zemlje, uničenje skupnosti. Rasizacija deluje v spregi z nekrokapitalizmom za njegovo nebrzdano ekstrakcijo presežne vrednosti in z nenehnimi delitvami, fragmentacijo, in reteritorializacijo, kalkulacijo, štetjem, preštevanjem, dekontekstualizacijo, brisanjem teles, časa in prostora. Torej, zanimiv je ta termin afazije, ki ga omenja že v zadnjem delu, ker kaj afazija pomeni, ne? Vse to se pove, vsi naši govorci govorijo, ne? In potem prideš v situacijo in ko moraš povedati, nimaš besed. To je afazija. Enostavno nimaš besed, ne da se ne moreš spomniti. Enostavno rečeš, to sem ali sploh ostaneš zaprtih ust. No, tretje vprašanje in zadnje, potem gremo naprej, to me tudi zanima, ker se v bistvu o pandemiji zdaj skoraj več ne pogovarjamo, ne? V bistvu smo pa živeli 2 leti in celo več v pandemiji. Sama si pa delala analizo pandemije in nekropolitike, ne? Ki se tudi veže na to knjigo. V bistvu je bila ta knjiga na nek način uvod v to. In zdaj smo priča, če gledamo pandemijo, Ukrajino in to vse, kar se bo še dogajalo, o čem še ne vemo, ampak čaka na, jaz bi rekla, pandemično nekropolitiko, ne? Na vseh mestih, koncih in krajih pandemija. Torej, tvoje mišljenje, tvoje gledanje na to, med ta odnos nekropolitike in pandemije, ali lahko uporabljamo te termine, nekropolitična pandemija, pandemija v bistvu, ki je pokazala, kako so telesa zapuščena, ne? In pandemična nekropolitika, ki je pravzaprav po celem svetu, ne? Ja, v bistvu z izbruhom pandemije nismo v medijih slišali ničesar več o beguncih. Evropa se je zaprla, oskrbela se je s cepivi, državne meje so se zaprle so se občine, so se zaprle. Videli smo v bistvu nekakšno funkcioniranje tega prostora, bil si prepuščen samemu sebi, nekateri so morali delati v nemogočih pogojih, v nevarnih pogojih in tako dalje, bili so pač prepuščeni. Digitalizirali so se tudi domala vsi sektorji. In z izjemo dvodnevne novice o situaciji na poljsko-beloruski meji nenadoma nihče ni več govoril o beguncih. Danes pandemija ne obstaja več. Ampak Redzepi je, prej sem omenila njegov tekst, je pokazal, da je konvergenca COVID-19 z nadaljujočo se begunsko krizo omogočila Evropski uniji, da je preoblikovala svojo azilno politiko v gromozanski javno-zasebni etničnični konglomerat, ki prinaša blazno donosen posel z zapiranjem tistih, ki želijo oditi iz matičnih držav, ki so žrtve nekrokapitalističnih apetitov Zahoda, in hkrati z odlaganjem tistih, katerih bi se bilo bolje rešiti. In seveda meme bi tem temeljem evropske migracijske politike na začetku tega stoletja pridal še skrb, da moramo poskrbeti, da bi si Evropejci želeli imeti več otrok.
Nekropolitika, Membejeva knjiga, ki je v angleščini šla dobro dekado in pol od njegovega temeljnega istoimenskega teksta in ki pokaže na rekalibracijo nekropolitike prek globalnega sveta, ves čas govori o suverenosti in o prostoru. Govori o planetarizaciji apartheida, naštevane skončno listo sodobnih oblik taborišč, centrov za pridržanje in tako dalje in pravi, da je taborišče postalo strukturna značilnost globalnih razsežnosti, ki očitno ni več niti škandalozna. Torej, ta nekropolitična organizacija telesa in njegova upeljava v svet ne pomeni več suverenosti v smislu neke samoinstitucije, samodoločenosti in samoomejevanja, ampak, o tem je govoril že Joseph Pugliese, dezintegracijo telesa, dezintegracijo njegovega besedišča, dezintegracijo njegove zgodovine. Rezultat nekropolitike so živi mrtveci in krajine smrti. Ampak Pugliese je tudi dejal, da se odprto lahko zgodi tudi na najbolj nemogočem mestu. Torej, kar vidim kot neko potencialnost v smislu nekih korakov za analizo, bi rekla, da sta obe, tako pandemična nekropolitika kot nekropolitična pandemija, neka možnost, ki odpira predvsem vprašanje o produkciji prostora, v smislu njegove nanofragmentacije za ekstrakcijo presežne vrednosti, maksimalno ekstrakcijo presežne vrednosti, in kot pravi Ruth Gilmore, tudi v tej posebni številki ČKZ-ja, pravi, celo telesa so postali majceni teritoriji za ekstrakcijo časa, oziroma natančneje kar življenja samega, za nebrzdan pretok kapitala in, kot je dejala, ki ne mara preveč in predolgega dotikanja. Govori o finančnem kapitalizmu. Vprašanje torej zadeva ta status različnih oblik prostorov, ki so zaseženi, ki so zaplenjeni, izplenjeni, ekstrahirani, uničeni, izsušeni in na koncu, če se zopet navežem na Membeja, zavrženi kot odpadek. Hvala in mislim, da smo prišli zdaj do tretje knjige, to je knjiga Bell Hooks, Naša pozicija, razred je pomemben, in bom prosila kar Leva Krefta, če izpostavi tisto, kar je najbolj pomembno v tej knjigi, oziroma njegovo mnenje o tem, kaj ta knjiga prinaša, posebej ta knjiga za naš prostor. Prosim, Lev. No, seveda, kaj prinaša, pove že podnaslov razred je pomemben. Vendar tisto, kar se mi zdi, da ima ta knjiga nekaj posebnega, zaradi česar ni prav, da bi vas omenjene razreda v naslovu odvrnilo od branja, ker ravno je to knjiga napisana zoper to nelagodje okrog razredne pripadnosti, lastne in tako naprej, ki seveda vlada tudi pri nas. Tisto, kar je pa izkupuje, vendar, ko pa bereš, si pa rečeš, da to bi samo feministka lahko napisala, tako knjigo. Namreč seveda je, tudi po svojih prejšnjih knjigah in tako naprej, ampak zakaj se bere kot feministična knjiga? Prvič, po načinu, po metodi, če bi hteli biti učeni, po metodologiji, celo če bi hteli biti bolj učeni, pa ona ni v to smer usmerjena, kako zaobide akademsko vednost in njena pravila. Popolnoma zaobide. Ne samo, da se ne prizadeva za to, da bi svojemu govorjenju dala ta status. Nima dolgih citatov, nima bibliografije, ki bi omogočala, da bi rekli, ta je pa vse pregledala, vso teorijo pozna in tako naprej. Tisto, kar ima, je, oprostite, to sem doživela na lastni koži. In iz tega izhaja seveda tudi slog, ki je pripovedni. Pripovedujejo se zgodbe o tem, kako je razred postal nekaj, česar v ameriškem diskurzu ni. In na kakšen način se je to zgodilo, kar je za nas poučno. Seveda je ameriški proces drugačen kot pri nas, začel se je zlasti po
prvi svetovni vojni z Red Scare in tako dalje, skratka s tem že takrat soočanjem s komunizmom v Sovjetski zvezi in tako dalje, ko je nenadoma že sama pripadnost sindikalnemu gibanju bila nesprejemljiva, ne? In je bilo razbijanje načrtno, množično s pomočjo mafije in tako dalje. V Ameriki je torej razred nekaj, o čemer ljudje, ki mu pripadajo, torej delavskemu razredu, nekaj, o čemer se ne govori. To je tisto, kar ona prebijati skuša ravno s tem, da se loti tega s pripovedmi. Kajti tudi feminizem se je najprej s pripovedmi lastnih zgodb, nikoli povedanih, nikoli objavljenih, nikoli predočenih, začel, ker dokler se te zgodbe ne artikulirajo, se sploh ne da govoriti z pozicije spola. Sprav, ona omogoča pravzaprav s to knjigo, da se z pozicije razreda začne govoriti. To je bistven cilj. Dej, s tem je treba dodati še neko osebno noto, vendarle, ne, njeno. Ona se po mojem mnenju kar počuti, kot bi pripovedovala njena babica o starih časih, po kateri je prevzela tudi ime. Ne. Se pravi, da gre za neko pripovedovanje o razredni pripadnosti od nekoga, ki jo je še doživel. Tu je ena stvar, ki pade v oči, značilna ne za njen pristop, ampak za to, k čemur je prisiljena zaradi okoliščin sodobnosti. To je to, da samo na prvi strani začetka svojega uvoda spregovori o tem, vsi se zavedamo razreda, vendar ni organiziranega razrednega boja. O razrednem boju se v tej knjigi ne govori. Ne? Sprav, razrednega boja ni, se ne da o njem govoriti. Lahko bi govorila o potencialnosti, tako kot v vaših knjigah, ne? Ampak o razrednega boja ni in se ne da o njem govoriti. Zato tisto, kar se knjiga izteče, ne, je obupen poziv po izobraževanju. Dajmo se izobraziti o lastnem položaju, o razrednosti in tako dalje. To je seveda neka omejitev, ki pa je nujna zato, ker se na tem polju ne da več utopičnih stavkov pisati. O razrednem boju se bo spet dal govoriti šele takrat, ko bo postal zaveden. Mi ga imamo ves čas, razrednega boja je več kot kdajkoli. Pozicije so slabše kot pred začetki sindikalnega gibanja na začetku 19. stoletja, ampak ni zavesti, ni tudi ne organizacije. Zato seveda tudi ni solidarnosti takega tipa, kot bi bila potrebna, recimo tudi danes ob tem vojnem spopadu med Rusijo in Ukrajino, če gremo samo nazaj pogledati, kako se je internacionala opredeljevala do razmerja med Veliko Britanijo in Irsko, pa takoj vidimo, da je razredna pozicija, seveda ni samo pozicija zauzemanja za lastne interese, je čisto drugačna podoba sveta, kot ga imamo danes pred seboj. Ampak do tega seveda Bell Hooks v tej knjigi ni mogla priti razen na ta način, seveda, da je pravzaprav vendarle čisto subverzivno, ilegalno, s tem, da je stopila na pozicijo razreda in z te pozicije pripoveduje in govori, razsula ameriško podobo sveta in ameriške sanje. Hvala. Hvala. V bistvu glavne temeljne točke. Mogoče samo povem še nekaj misli, predno bom res sklepni besedni misli dala recenzentkam, da nasplošno povejo, kako pa kaj za naprej in mislim, da bo to zelo zanimivo. Hotela bi povedati za Bell Hooks, ko sem pisala pač predgovor, res je. Knjiga je tako napisana, da je skoraj neka vrsta zgodbe in potem sem šla v to delo iskanja in kdo je Bell Hooks, verjetno veste, če pa ne, to je Gloria Jean Watkins, ki se je rodila v 50. letih 20. stoletja v Kentuckyju. Potem je prevzela, kot je že bilo povedano, Lev je to povedal, ime prababice po materini strani Bell Hooks. Ta psevdonim je začela izpisovati z malimi začetnicami in to je bilo zelo pomembno za njo, v bistvu, da poudari pomen dela in neosebnosti. Njena radikalna črnska feministična drža je postala v bistvu takoj očitna prav s tem psevdonimom in s njim je ustrajala do lanskega leta, ko je umrla. Zdaj, kaj mogoče povedati, toliko je tega, zaradi tega, ker v bistvu ta knjiga je samo ena, ampak recimo ena od bolj znanih knjig,
ko je v bistvu šele študirala in o tem tudi pravi v tej knjigi, opisuje ta čas, je en temeljni tekst, ki ga je napisala, in ta temeljni tekst je v bistvu tekst tretjega črnskega vala feminizma. Ima naslov Ain't I a Woman? Black Women and Feminism. In to je bil njen prvenec, ki ga je izdala leta 1981. To se mi zdi pomembno, ker v bistvu 81. 80. tudi radikalno zaznamujejo slovenski prostor, če spominjamo se subkulture, panka, vsega tistega, v bistvu ga res, ki je prineslo najbolj radikalne spremembe tega prostora. No, v tej knjigi ona leta 80 razmišlja o vlogi temnopoltih žensk v ameriški družbi in to gre od suženjstva do tega leta 80, ko knjiga izide. Raziskuje, kakšne posledice za feminizem, danes bi temu rekli beli ali belski feminizem, prinaša njegova slepota za izkušnje črnskih žensk in kako globoko sta rasizem in seksizem prizadela črnske ženske in njihovo ženskost. To je res pomembno, ker nam daje to zgodovino, nam pokaže to ločevanje, o čem sploh nismo razmišljali. Ko smo rekli feminizem, je bil samo eden, ko smo rekli rasizem, je bil samo eden. Danes smo pa slišali cele zgodovine, liste, genealogije, v bistvu in vse več jih bo, do tega trenutka smo prišli samo do neke stopnje. Ne? In zakaj je uporabila ta naslov Ain't I a Woman? Black Women and Feminism? Zato, ker je bila v bistvu navdahnjena z Sojourner Truth, ki se je rodila kot Isabella Bonfree. In ona je, Sojourner Truth je leta 1851, res v preteklosti, 1851, z enakim naslovom, ali nisem tudi jaz ženska, zato ker je bila črna, ne? V bistvu, in je v bistvu črnka, namreč kot črnka ni imela njena družbena spolna drža vidnosti v kolonializmu in tudi po njem. To je bilo pomembno, ne? In knjiga, v bistvu naša pozicija, razred je pomemben, prihaja prav iz te tradicije in izide v originalu leta 2000, torej pred 11. septembrom 2001, ta se še ni zgodil, tako da v bistvu, ko beremo knjigo, je moramo brati tudi v tem zgodovinskem smislu in to ji daje v bistvu večjo težo, kot si mislimo. Gledamo svet iz današnjega trenutka, v bistvu z našimi očmi in vidimo neko zgodovino, vidimo neko upanje, vidimo neke vprašanja, ki so bila aktualna za tisti čas in jih lahko povezujemo z današnjim trenutkom. V tistem času, recimo, ko ona piše leta 2000, ko izide, torej pred 2000, se še govori nič se ne govori o beguncih v Evropi. Veliko je pa o belskem spolnem suženjstvu, prostituciji, to so glavne teme leta 2000. Tega se spomnim, zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu po padcu Berlinskega zidu je ta ideja vzhodna Evropa, prostitucija in tako naprej iz Ukrajine, iz Moldavije, iz Rusije, iz nekdanje Jugoslavije, to se širi, plakati so na vsakem koraku in tako naprej, ne? Torej, knjiga je dejansko išla v svetu, ki je bil drugačen in zato je ta knjiga, ta prevod, čeprav je šel šele zdaj, izjemno pomemben. No, če grem samo za konec na to, kar je Lev povedal o sami tej ideji, o čem govori, o tem, kar je izkusila, ve, kaj to pomeni razred, o tem nam piše in v bistvu zapiše o tem mestu, ampak še reče mogoče nekaj drugega ali drugačnega in pravzaprav reče tako. V Združenih državah Amerike ne govorijo o razredu in pravi tej temi, to pravi Bell Hooks, tej temi se najbolj približajo, ko se pogovarjajo o denarju.
In v bistvu sama pa pravi, tedaj, ko se pogovarjajo o denarju, postanejo v bistvu te razlike med razredi res očitne. Ampak pravi, ne uporabljajo te besede, govorijo o slojih, ne? In tudi mi govorimo danes o slojih, ne? Govorijo o slojih, to je ta, zapiše na takšen način. Čeprav trdo delaš in si lahko uspešen, se zelo težko izviješ iz primeža razreda in njegovega habitusa, ki je čista ideologija o tem, kako na vse kriplje obdržati to, kar imaš. In napove, na osnovi denarnega premoženja se oblikujejo neverjetne strukture politične in družbene moči. Posledica pa so hipergentrificirana, zaprta okolja bogatih in hipergetoizirana okolja manj vrednih. O teh zadevah nismo veliko govorili, ampak to je v bistvu realnost, ki jo vidimo zelo natančno tudi v Sloveniji. Mogoče ne na tako jasen način, ampak to je ta pokrajina, ki se riše vse bolj in bolj pred našimi očmi. In tudi pridemo do tega praga in znotraj njega smo, bi rekla, razredne, rasne, spolne diferenciacije. Torej, pridemo do tega trenutka, ko je mesto, da pridemo do konca in da vprašamo Tanjo Petrovič in Ireno Šumi, da zaokrožita ta pogovor, ne? Da pač povesta, kako v bistvu naprej. Ali niti ne kako naprej, kako zdaj, kaj smo zdaj še povedali. A ima to vse smisla ali nima smisla, kako iz njune perspektive vidita ta trenutek in to, kar se dogaja. Prosim, Tanja. Hvala, Marina. Saj jaz mislim, da število tem, ki smo jih danes tle odprli in razpon, ki res seže od lastnih naših zgodovinskih izkušenj in nezmožnosti artikulirati danes stvari, do teh globalnih odnosov, ki jih začnemo, samo če hočemo, jih že zelo lepo vidimo tudi tukaj zdaj pri nas, segregacijo, zaprtimi naselji za bogate, nevidnimi ljudmi, ki živijo v nereguliranih odnosih. Mislim, da vse to še kakor kaže na relevantnost tovrstnih debat, oziroma ne relevantnost, ampak nujnost tovrstnih debat. Tudi če razmišljamo o lastnih možnosti. Mislim, da prav ta leitmotiv afazije, nezmožnosti govoriti o razredu, nezmožnosti govoriti o lastni zgodovinski izkušnji, ko artikuliraš neko pozicijo, danes je nekaj, na čemer se moramo ustaviti. In to je prav ta moment, ki nas še kakor poveže s temi širšimi debatami, tudi takrat, ko se nam zdi, da mogoče nimamo veliko skupnega z njimi. In Marina je omenjala leto 2001, ko se dejansko res ta nekropolitična imaginacija zamenja vsako drugo in to je čisto jasno. Jaz bi pa rekla, da tudi na nek način moramo v to debato vključiti konec hladne vojne kot še en moment, ko se stvari zelo restrukturirajo in dejansko postavijo pogoje za tisto, kar, ko iz neke biopolitike pridemo nedvomno in povsod v nekropolitiko. In s koncem hladne vojne je prišlo tudi do bistvenih premikov v možnih diskurzih artikulacije. Ena stvar, ki se je zgodila, je seveda vstop diskurza človekovih pravic kot zelo pomembnih diskurzov, ki definirajo naše tudi politični obstoj kot tak. Ampak seveda ta diskurz je zelo neravnomerno bil razporejen ideološko gledano. Ne samo, da je omogočil in pogojeval izjemno individualizacijo. Torej, prav ta diskurs, kakorkoli mogoče to blasfemično zvenelo danes, je diskurs, ki ustvarja še eno nezmožnost in to je dejansko nezmožnost premišljevanja in artikuliranja političnega kolektivnega. Ker kaj smo dobili s tem diskurzom? To ni bil univerzalni diskurs in ni danes in nikoli ni bil in to zelo dobro vemo.
O njem smo govorili, najprej smo takoj imeli izjeme. Vedelo se je od začetka, kdo bo končal na sodišču v Hagu in kdo nikoli ne bo do tega. Celo za obstoj takih sodišč je to bil pogoj, da ameriški vojaki na njem nikoli ne bojo končali. Torej, univerzalna premisa diskurza človekovih pravic je pravzaprav v osnovi že zelo fragmentirana in fragmentira politično. In skrajna, tudi je isto s diskurzom tranzicijske pravičnosti, to niso mehanizmi, ki pripeljajo do tega, da se posamezniki ali skupine ustrezno kaznujejo in se s tem ozavešča človeštvo kot tako. To so mehanizmi, ki namesto kaznovanja slabih ljudi, kot pravi David Scott, ustvarjajo prostor za govorico o slabih režimih, slabih družbah, slabih državah. In končna posledica vsega tega je, da mi danes to, o čem govorijo tudi knjige, o katerih smo se pogovarjali, da ni alternative liberalizmu, ki je dejansko, ki postavlja okvir za vse te produkcijske mehanizme globalnega nekrokapitalizma. Liberalizem ni nikoli podvržen moralni ali legalni presoji. Torej, mi se ne bomo pogovarjali o tem, kaj dela trenutno ameriška vojska v Somaliji na Haškem sodišču. To sploh skoraj da ne pride nikomu niti na pamet. Torej, na nekem nivoju političnega restrukturiranja, ki se je zgodilo s koncem socializma kot dejanskega političnega projekta, globalno gledano, pride do tega, da je liberalna politična organizacija edina možna, edina sprejemljiva, edina moralna in na nek način univerzalna. S tem tudi pride cinizem kot edina možnost gledanja na ta socialistični, resnično politični projekt, ki je dejansko in resnično obstajal s vsemi svojimi pomanjkljivostmi, ki ponavadi grejo z resnico in realnostjo. Torej, mi tudi lastno socialistično izkušnjo skoraj da ne moremo drugače opazovati razen skozi neko prizmo cinizma. O tem vsem govorim tudi zato, ker se mi zdi nujno razmišljati, ko razmišljamo o alternativah, tudi o preteklih alternativah, ki so bile včasih možne, ki danes skoraj da nobena alternativa ni možna. Živeli smo ali poznamo čase, ko so te stvari bile možne in zdi se mi, da ta rekuperacija, to na nek način spravljanje skupaj vsaj zgodovine teh alternativ je tudi zelo pomembna naloga v premišljevanju o možnosti kolektivnega političnega, ki ga tako rabimo. Danes ga pa dosežemo samo na nekem nivoju zelo začasnih, zelo ad hoc ustvarjenih skupnosti, zato je ta tudi afektivni obrat tako močan v naših debatah, ker to, da ti imaš nek občutek, da si skupaj tudi s tistim, ki ga razredno praktično ne vidiš in ne prepoznavaš, je vsem nam potrebno, ampak tudi se s tem stvar konča. V tem smislu, razred je nujen, nujno je nekako iziti iz te afazične faze in mislim, da tega ne bomo zmogli, če dejansko ne izhajamo tudi iz lastnih izkušenj in če ne probamo na nek način zelo kritično gledati na moralne predpostavke današnje politične realnosti, ker niso univerzalne. In mogoče s tem skončam. Ja, najlepša hvala in Irena, prosim, kot sklepna točka. Jaz bom veliko krajša in se bom naslonila na Nino, ki je nam razgalila moč sodobne podobe z kratko reklamo. Cel kup posnetkov, predavanj, dialogov in tako naprej, Bell Hooks imate na YouTubu. Tudi več duetov ali duelov z teologom Cornelom Westonom, ki je verjetno eden od najprodornejših mislecev afroameriškega sedanjega trenutka. Sicer bi rekla, da vidim, da sem starejša
ker me strukture in funkcije nič več tako ne impresionirajo, kot me obscenost te situacije indignira. Zdi se mi, da je tako pritlehno in tako obsceno, da je škoda analitskih naporov. In se vedno bolj obračam k taki popreproščeni radikalnosti in se razmišljam napet o patriarhatu ali o neopatriarhatu, ki ga sploh ne gledam iz nobene izrazite feministične tradicije. Patriarhat je predvsem v mojem pogledu podložena struktura, ki predvsem reglementira moške. To je ključni mehanizem in zadeva je veliko starejša od kakršnega koli verodostojnega zgodovinskega spomina. Antropologi menijo tam 10-12 tisoč let, ko se pojavlja stalno naseljevanje, ki je za našo v načelu migratorno vrsto zelo izjemen dogodek in seveda povzroča špiralo tega, čemu se človek ne more odpovedati, to je kulturotvornost, ki ne more biti brez učinkov, uničevalnih učinkov na okolje. Dokler smo bili migratorna vrsta, se je to dal sezonskim krožnim migracijam reševati, zdaj smo pa po toliko tisoč letih na kupih smeti, dobesedno lastnih smeti. In če demontaža patriarhata ne bo uspela, potem je itak brez veze. In poudarjam, da nimam nobenih fanatičnih, feminističnih razumevanj te problematike. Prav gotovo, da se ženske nimajo nič fajn v patriarhatu, ampak moški se tudi nimajo fajn. In so zlorabljeni kot kolesje temeljnega mehanizma, ves čas. Če se to izkaže, in ne vem, kako bi lahko preverjali tak pogled, zato ker nimamo nobenega zgodovinskega spomina na čase in kraje v človeški zgodovini, ki niso bili patriarhalni. Imamo malo eksotičnih poročil od tu in tam iz antropološke zakladnice ali arhiva, ki je sam na sebi z vsakim letom manj verodostojen, ker je vpet v neka kolonialna večinoma gledanja na svet. Če pa se to izkaže, da ni res, patriarhat se je ponotranil tako kot neoliberalizem in tako kot nekropolitika, kot naraven, kot edini možen. Če to ni res, potem imam pa še bolj črno misel na zalogi, s katero bom pa res končala. Mogoče se pa moramo, zato ker je v tej tradiciji filozofski, evropski, ki ste jo danes omenjali, Kant in podobne, ta pogled na človekovo naravo vedno tako morozen, človek je napol angel, napol hudič, je v temelju tragičen in slab in tako naprej. Jaz imam bolj radikalno misel. Kaj pa, če je v biosferi na tem planetu naša vloga to, kar najrajš počnemo, in to je pospeševanje entropije. Mogoče je to naša funkcija vedno bila. Zdaj pa, če pa je to res, potem se moramo pa zaresniti na načine, ki si jih jaz ne znam predstavljati, ker nobena zelenost, nobena ekologija tukaj ne pride niti na začetek. Bomo videli, ne? Kaj vem? Ja. Veliko si nam dala zamisliti, v bistvu super zaključek, ampak kljub temu možnost je tudi, da so kakšno vprašanje ali kakršenkoli komentar. Predno, ker res srečemo, vidimo se pri naslednjih knjigah. A je kakšno vprašanje, kakšen komentar, tudi kakšna kritika na knjige, če kdo bral prej ali na te misli, toliko o rasi, rasizmu, nekropolitiki, vprašanje, ali to res nas zadeva, kje smo, zakaj o tem, o razredu,
postsocializmu, kar je odlično tudi bilo povedano, da samo lahko še s cinizmom o tem govorimo, kar je žalostno. Prosim, ja, prosim. Čakajte, mikrofon. Hello. Kako se zoperstaviti nekrokapitalizmu, nekropolitiki v današnjem času, ko ta digitalna sfera diktira tudi drugačno dojemanje javnosti, javnega političnega delovanja. Kako delovati, da bi lahko pač neke alternative temu sistemu vzpostavili, temu sistemu produkcije, akumulacije, kot ste rekli, ki teži k smrti, ki v bistvu nas prisiljuje k temu, kar je Nina tudi opisala v knjigi s tem terminom, ekonomija dolga, naprimer. Kako izoblikovati neke fronte boja proti tem pojavom, sploh za preživetje te iste človeške vrste. Super vprašanje. Nina. Potem pa ti. Jaz vam ne morem dati odgovor in je to pač moj odgovor, ki je v bistvu simptom tega, kar smo tudi mi vsi tukaj opisovali. Mogoče bi pa se tukaj referirala na profesor Leva Krefta, pa bi pač odgovorila z iskanjem nekih novih načinov pač razrednega boja, ampak da lahko to naredimo, je sigurno tudi to, da pač izumljamo mogoče neki jezik, kot sem že tudi sama pač povedala, predvsem, ki bo znal po eni strani operacionalizirati to, kar ste vi pač izpostavili, tudi vprašanje konfiguracije tega digitalnega. Če pač samo pogledamo, recimo jaz temu rečem, biopolitične politike Evropske unije, kar se tiče digitalizacije, je to poleg te linije zelenega dogovora pravzaprav ena ključnih teh tako manjih policy vektorjev, ki pa pravzaprav sama, tako, če se referiram na Jovito, afazično pravzaprav sploh ne omenja samih pogojev. Če recimo berete torej vrsto teh policy strategij in tako naprej. Enostavno tukaj ni na primer točk, kar lahko rečemo, tega digitalnega kolonializma, te pravzaprav, kar je tudi profesor Marina Gržinič s Santiago Lopezom Petijom že 2009 izpostavila, kako pravzaprav funkcionira ta globalni kapitalizem skozi torej dve linije, kot smo že izpostavili, skozi to vertikalno, vojno državo in skozi to horizontalno. In ta horizontalna, ta biopolitičnost se pravzaprav skrije za to metapozicijo nekropolitike. In to je zelo simptomatično, ko recimo prebiramo pač te politike za 2027, kot oni pravijo. To bi bil mogoče moj odgovor in komentar bolj, ne odgovor. Jaz mislim, da smo nekaj tudi že nakazali prej v samih predstavitvah knjig. Jaz bi rekla, najprej na novo prebrati neke samoumevne predpostavke, da nismo potem presenečeni, kako je to možno, da se nam dogaja. To je bila prva stvar. Druga stvar, recimo Ruth Gilmore govori o abolicijskih geografijah in govori o organiziranju neke politike, o skrbi drug do drugega, o skrbi do okolja, v katerem živiš. Torej neka nova politika odnosa do drugih in seveda do tega živega sveta. In mogoče še tretji moment, glede na to, da je nekrokapitalizem globalen, mogoče začnemo razmišljati bolj o nekih bolj lokalnih kontekstih zadeve, nekega povezovanja, da si pomagamo drug drugim in tako naprej. To bi bilo v nekem čist praktičnem smislu mogoče odgovor.
To je to. A je še kakšno dodatno vprašanje ali komentar? Če pa ne, najlepša hvala res, da ste prišli. Mogoče to tudi odgovor temu res odličnemu vprašanju, by the way, res pomembno vprašanje. Zato, da smo se dobili, je bilo kar nekaj napora zaradi COVID-19. Nismo hoteli iti v digitaliziran svet, hoteli smo imeti to promocijo in hoteli smo imeti prav na takšen način. Ne samo tisto leporečenje, kar pa ni, ker vsaka knjiga je veliko truda in veliko dela in ima svojo zgodovino, ampak ta preplet pa tudi nepričakovane odgovore. To je tudi bilo eno od tega mesta. Imeli smo scenarij, ampak bilo je odlično poslušati in se učiti sproti, tudi na tem mestu, ko v bistvu prideš, da boš, poskušal nekoga prepričati, naj kupi knjigo, kar pa ni samo delo te okrogle mize oziroma tega pogovora danes. Dejansko nam je šlo za to, da se postavijo neke zadeve, da se mogoče razblinijo neke mitične, bi rekla, naracije tega prostora in odgovor je tudi zgodovina. Pozabljamo in ta genealogija, ta beseda profetična, to izpisovanje, ki ni samoumevno, ampak ga moraš dobesedno ustvarjati, ga moraš izpuliti iz pozabe, je tudi pomembna zadeva. Kje smo bili 30 let nazaj? Kje se je vse začelo? Ne obstaja mitični začetek, ampak v bistvu neke geste, ki jih nismo znali imenovati, izbris, nismo mogli vedeti, da je to nekropolitika, ker tedaj še ni bilo Achille Mbembeja in ni bilo nekropolitike. Vsi smo živeli v biopolitiki. Mislili smo, nekaj se je zgodilo. Zgodilo se je zato pač, ker si južnjak, tukaj si revščina, prišel si, čeprav si v isti državi in naenkrat prideš in ti rečejo, ti si južnjak in ti gledaš, kaj pa je to? Nikoli prej nisi slišal to besedo, si misliš, južnjak. Potem pa vidiš, da to ni tako enostavno. In potem si misliš, nova država, verjetno te bojo deportirali. No, me niso. Sem še ostala tle, čeprav sem že več kot 40 let, ampak vedno si južnjakinja. In to je v bistvu čista nekropolitična gesta, pa se ne daš. Narediš zgodovino za nazaj, izbrisani so pa plačali pa blazansko sceno. Torej, te stvari povedati, recimo, naš predsednik Borut Pahor govori o 30-letnici in kaj naredi? Reče, to je bila najboljša oblika, kako v bistvu postati neodvisen. Brez napak, z eno besedo ni omenil izbrisane. To je pa v bistvu v psihoanalizi, kot rečejo, tista temna stran. Tudi ta beseda ni prava, ker temna vodi direktno na ta rasizem. Ni temna. To je res tisto nezavedno. Vsaka pa ima, bi rekla, skupnost hegemonična ima svoje nezavedno. Za nas so to izbrisani. Potem je samo šlo. In na koncu mogoče bomo mi tudi sami izbrisani, če ne bomo začeli razmišljati. Ampak gledano, da smo tukaj danes, da smo prišli, da smo si vzeli čas, da smo navkljub vsem pandemijam prišli in smo tukaj ostali in poslušamo te tirade o rasizmu, racializaciji, o nekropolitiki, noben to noče slišati, o različnih vprašanjih, o razrednem boju, o borcu, o postsocializmu, o patriarhatu in da smo še ostali, jaz mislim, da je to že neka pot za naprej. Mi ne bomo mislili isto kot tisti neumneži na tisti televiziji, ker v bistvu sploh več nima nič, ker je vse oduzeto. Pa še druge stvari, ki se dogajajo. Ne bomo toliko neumni, da bomo rekli, super, obstajajo pravi begunci, to so naši begunci. A mi proizvedli smo pa Sirijo, Irak, Afganistan, Libijo, pa še naprej in nazaj. Tako da to mislim, da je mogoče odgovor ali pa samo neka misel, ki mi je zdaj padla na koncu, zahvaljujoč temu vprašanju pa vsem tem, kar sem slišala. Torej, najlepša hvala, da ste bili tukaj in bomo še kaj naredili v prihodnosti.